prve težave z davkom na nepremičnine. Na informativne dneve z mislijo na delo, ne na službo. Tudi pri 65 se zgodi ljubezen na prvi pogled. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Zgodaj zjutraj je v skladišču Inter Evrope v Mariboru iz zaprtih kartonskih škatel začel uhajati neznan plin. Z njim so se zastrupili 3 delavci. Oskrbeli so jih v mariborskem kliničnem centru. Prvi so na kraj dogodka prišli mariborski gasilci. Najprej so v skladišču pomagali delavcem, ki so se slabo počutili. Najprej so tožili, da jih glava boli, da imajo vrtoglavice in da čutijo mravljince po telesu. Na kar smo obvestili reševalno enoto, katera je takoj prispela na kraj in so jih tudi oskrbeli in pa odpeljali v klinični center Maribor. Iz UKC so nam sporočili, da delavci niso kazali znakov življenjske ogroženosti, zato so jih po opazovanju že odpustili domov. So pa gasilci temeljito pregledali celotno skladišče. Z našimi merilci, kateri pač upravljajo to, da merijo pline razne in pa nevarne snovi, niso znali ničesar. Zato smo tudi stavbo potem pregledali v celoti. Mobilno ekipo Zavoda za zdravstveno varstvo so poslali tudi za kombiniranim vozilom, ki je bilo namenjeno proti Murski Soboti. Voznik je namreč tovor naložil v skladišče v Mariboru in je prav tako tožil o slabosti. Pregledali smo tudi tovor, če bi se lahko v tovoru in po dokumentaciji ali po izgledu nahajalo kaj, kar bi lahko povzročalo kakšno nevarnost, tudi tega nismo opazili. Kaj natančno se je dogajalo, nam niso znali pojasniti niti pri Inter Evropi, saj gre za pretočno skladišče in tudi sami ne poznajo vsebine pošiljk. Bi mogoče lahko govorili, da so bili prisotni kakšni plini, ki bi kakšne narkotične učinke povzročali, ampak pri plinih je nažalost tako, da so hitro izmuzljivi in se jih da po takšnem daljšem času, kakor smo bili pač mi priklicani na kraj dogodka, se jih da težko za nazaj nekako poloviti, ne. Zaradi varnosti so skladišče, dokler ne bo končana analiza na sledove nevarnih snovi, zaprli. Večje ogroženosti pa za okolico ni. Geodetska uprava pa je začela pošiljati informativne izračune davka na nepremičnine in ti že povzročajo obilo nejevolje med Mariborčani. Mnogi stanovalci blokov namreč ugotavljajo, da imajo vpisano stopnjo za nerezidente, kar pomeni, da bi morali plačati 3-krat višji davek. Razlog? Pomanjkljiva evidenca geodetske uprave, kjer ni vpisana številka stanovanja, ampak samo naslov. Večina lastnikov stanovanj v blokih na Plečnikovi ulici v Mariboru je izpis s podatki o nepremičninah in informativno izračunanem davku že dobila. Posamezniki imajo višji davek, kot so pričakovali. Kaj pa ne štima, če ni skrivnost? Vrednost. Sem pogledal, ampak nisem se zdaj do tankosti poštudiral, kako je. Bom pa se šel pritožiti, ja. Kar so poslali za stanovanje drži, se pravi polovico lastništvo je prav napisano. Ne vem, kakšna bo pa zdaj zaostala, ker za garažo pa za te stvari še pa nismo dobili. 0,15% stopnja je, ja. A nekateri niti niso pozorni na podatke iz obvestila. Nisem se zavzela resne, jaz sem samo cifre pogledala, pa da ono štima, tista kvadratura, pa to sobe, pa to. Tako so številni Mariborčani, ki živijo v blokih, s klici zasuli geodetsko upravo zaradi previsoke ocene davka. Poleg stavbe mora biti namreč oštevilčeno vsako posamezno stanovanje. Ja, do tega pride, kadar pač lastnik stanovanja ni prijavljen na številko stanovanja natančno, oziroma ali sploh ni prijavljen na številko stanovanja ali pa je številka stanovanja napačna. Predvsem mestih bo to, ker je pač več stanovanj, blokov, pač teh stanovanj z več deli, tu bojo predvsem problemi, ne. Številko stanovanja lahko lastniki prijavijo na upravni enoti. Če pa sama evidenca, da ne odgovarja dejanskemu stanju, potem je to prvi korak pri upravniku, da uredi številke stanovanj. Prijava številke stanovanja za lastnike ne pomeni stroška, na Gursu pa stranke zaradi lažje organizacije naročajo. Vse spremembe ali pravilne podatke je treba Gursu sporočiti do zadnjega marca letos. Danes je bilo zelo živahno tudi po srednjih šolah in fakultetah. Začeli so se namreč informativni dnevi za bodoče dijake in študente. Danes in jutri ti lahko zberejo vse informacije o šolskih in študijskih programih, ki jih zanimajo. Na Mariborski univerzi so bodočim študentom dodobra predstavili programe in jim tako skušali čim bolj olajšati odločitev o nadaljnjem izobraževanju. Železniška postaja v Mariboru zjutraj. Množica bodočih študentov se odpravlja na želene fakultete.
Kam ste danes namenjeni? Na kateri faks? Pedagoško fakulteto. Likovno pedagogiko. Ja. Zakaj? Veseli me risanje, umetnost, vse, kar je z likovno povezano. Kakšne so pričakovanja? Ja, pač da vidim, da dobim tisti duh umetnosti, da ga doživim na tej šoli. Na postaji jih je pričakal tudi posebni avtobusni prevoz. Pred fakultetami pa so jih usmerjali informatorji. Pa vam pokažem, kje so točno na tem dnevu, tako da lahko govorite kar z mano. Predavaljnice tehniških fakultet so bile nabito polne. Zakaj gradbeništvo? Ne vem, zanima me, dobro delo je, no, tako bom rekel. Ne. Kakšna je bila predstavitev? Ste dobili dovolj informacij? Super je bilo. Povedalo mi je, kaj me je zanimalo, pa še več. Sem bolj naravoslovec, tako da sem se kar odločil za neko naravoslovno smer, pa tudi verjetno je več perspektive v tem trenutno. Prihodnost potrebno je gledati, roboti, računalništvo, informatika so v bistvu smeri prihodnosti, iskanje poklice. Bodočim študentom pa so ponudili še karierno svetovanje, dodatne informacije o vpisu in bivanju v študentskih domovih. Te so si lahko danes tudi ogledali. Povemo jim pa, da so naj zelo previdni, če se odločajo, da ne pridejo živeti v javne študentske domove, se pravi k nam, če gredo živeti k zasebnikom, naj preberejo pogodbe. Veliko novosti je tudi pri vpisu. Treba je pa povedati seveda, da ni več pisne prijave, tako da če bi kandidati iskali pisne obrazce, tega več ni. Prijavo je treba obvezno oddati preko tega spletnega portala. Na Mariborski univerzi so sicer letos zmanjšali število rednih vpisnih mest za 3%, na izrednem študiju pa kar za 25%. Skupaj tako letos ponuja okoli 5500 vpisnih mest. V prvih letnikih srednjih šol v Sloveniji pa bo letos na voljo 23.160 mest. Naša ekipa je obiskala Mariborsko srednjo šolo za oblikovanje in 3. gimnazijo, kjer zadnja leta zapolnijo vsa razpisana mesta. Na Mariborski srednji šoli za oblikovanje ponujajo 3 izobraževalne programe: tehnik oblikovanja, medijski tehnik in frizer. Letos je skupaj na voljo 190 mest. Zakaj si prišel sem na srednjo šolo za oblikovanje? Moja smer je za medijskega tehnika in se mi zdi, da je to šola kar precej zanimiva. Zelo sem kreativna in se mi dopade delati z lasmi. Rada oblikujem, rišem pa ustvarjam. Jaz moram reči, da smo veseli, zato ker smo ena redkih srednjih poklicnih in strokovnih šol, kjer pravzaprav imamo omejitev na vseh programih. Pred šolo so mladi bodoče dijake vabili tudi k bivanju v dijaških domovih. Ljudi vabimo, ki so iz drugih krajev, da pridejo na predstavitev. Na Mariborski 3. gimnaziji pa imajo program splošne gimnazije in predšolske vzgoje. Na voljo je 220 mest. Trenutno imamo 9 polnih učilnic, kar pomeni približno 300 ljudi na prvem terminu prvega informativnega dneva. Dijaška skupnost Maribor je na trgu Leona Štuklja pripravila tudi informativni sejem s predstavitvijo 19 srednjih šol in 3 dijaških domov z podravske regije. Iz Podravja prihaja tudi najbolj znameniti slovenski pustni lik kurent. Ta je že začel preganjati zimo in zlo ter klicati pomlad in dobro letino. S svojim obiskom so kurenti takole razveselili otroke osnovne šole Gustava Šiliha. Nekateri otroci so se s kurenti srečali prvič, najbolj pa so jih zanimale njihove maske in veliki zvonci. Dobro voljo so prinesli tudi v naš studio in obljubili, da takšnih zimskih nadlog, kot smo jih doživeli v preteklih tednih, ne bo več. Nam tu je to način življenja. Brez tega bi bili mi mrtvi. In kome čakamo. In letošnjo leto je takšno, da je zelo dolgo je čas pustovanja od 2. do 4. marca. Dober mesec. Prepričan sem, da vsi ti moji prijatelji bodo to vzdržali. Tako da vas še pričakujem večkrat, da se srečujemo do takrat, do našega glavnega karnevala 2. marca. Posebej še Etnofest, ki je 22. februarja. In to je to. Od pustnih šem pa k političnemu dogajanju. Evropska komisija je pripravljena proučiti slovensko prošnjo za pomoč zaradi hude ledene ujme, je sporočil Evropski komisar za okolje Janez Potočnik, ki je v Državnem zboru predstavljal delovni program Evropske komisije za prihodnje leto. Poglejmo še druge domače novice dneva.
Predsedniki koalicijskih strank Pozitivne Slovenije, Socialnih demokratov, Državljanske liste in Desusa so podpisali dogovor o sodelovanju v vladi za obdobje 2014-2015. Po besedah predsednice vlade Alenke Bratušek so se stranke zavezale k krepitvi gospodarstva in socialne države. Vlada ne bo zviševala ali uvajala novih davkov, prav tako ne bo spreminjala višine minimalne plače, pokojnin in regresov, razen če se drugače ne dogovori s socialnimi partnerji. Predsednica vlade Alenka Bratušek je sinoči v državni zbor posredovala predloge za popolnitev in spremembo ministrske ekipe. Za gospodarskega ministra predlaga Metoda Dragonjo, za ministra, pristojnega za vodenje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ptujčana Gorazda Žmavca, za ministrico za zdravje pa Alenko Trop Skaza. V zdravniški zbornici sicer zaupajo izbiri premijejke, opozarjajo pa, da bo nova ministrica za zdravje prevzela najverjetneje najtežji resor v vladi. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin meni, da kandidatka pozna položaj v zdravstvu in ponujenega najverjetneje ne bi sprejela, če ne bi mogla ničesar uresničiti. Agencija za okolje je zjutraj ponovno izdala opozorilo o povečanju poplavne ogroženosti kraških polj in o naraščanju rek. Gladina vode na Planinskem polju se še vedno dviguje, zato je moralo domove zapustiti še nekaj družin v Planini. Če ne bo novih padavin, se bodo razmere umirile, a voda bo odtekala najmanj 2 meseca. V Loški dolini voda ne narašča več, vas Šmarata pa je še vedno odrezana od sveta. V živalskem vrtu Ljubljana so v ogradah in na poteh odstranili drevesa, ki jih je podrla ledena ujma. Jutri bodo tako znova odprli vrata za obiskovalce. Del živalskega vrta bo sicer zaradi sanacije še vedno zaprt. Pobegle rise še niso ujeli. Njene sledi so nazadnje videli v nedeljo. Ker ni več snega in je teren razmočen, ji ne morejo več slediti. V živalskem vrtu ocenjujejo, da lahko sama preživi v naravi. Največja grožnja je zanjo promet, saj ga ni navajena. Ameriški bizoni in grizli oziroma njihovi posnetki pa nas kar prestavijo v ameriško prerijo. Stvaritev umetnika mlajše generacije Blaža Vehovarja si je mogoče ogledati v galeriji Medianox. Pod besedno zvezo Ameriške sanje si predstavljamo skupek idealov svobode, iskanja sreče in uspeha, zagotavljanje blaginje s pomočjo trdega dela. Takšna je njihova ameriška definicija. Meni so se ameriške sanje uresničile s potovanjem po Ameriki. Razlog tega potovanja so pa res bile živali. Namreč ta razstava vračanje k živalim je vračanje k otroštvu. Pot nazaj. Namreč moja umetniška pot se je začela s tem, z občudovanjem živali. V času študija so ga navdihovale temačnejše tematike, denimo taborišča. Kasneje se je z motivi vrtov in cvetlic začel vračati nazaj k naravi. Sem rabil neki izgovor, da se vrnem nazaj in jih upodobim. Torej, ko je bilo potovanje za mano, sem vedel, da hočem upodobiti bizone in medvede kasneje. Sem pa še preigraval, kako to narediti. Hkrati je pa to, kot sem rekel in kot je povedala kustosinja, dnevnik. Uporabljenih materialov ne želi posebej izpostavljati. Kot pravi, to umetniško stvaritev na nek način zbanalizira. Eksperimentiranje z materiali in reliefnost slike so tista izrazila, ki jih gojim nekako zaenkrat še vedno. V bistvu ne vpliva na njega neki tokovi, ampak jemlje to, kar mu je všeč in to, kar on vidi, da lahko uporabi torej v svojem izražanju. V galeriji Medianox se tako z malo domišljije in s pomočjo Vehovarjevih stvaritev znajdete sredi ameriške prerije. V prostorih Lutkovnega gledališča Maribor pa bo zaživela družinska klubska kavarnica z imenom Minoritska, ki bo obiskovalce z različnimi dobrotami razvajala ob sobotah med 9 in 19 uro. Del kavarniškega prostora pa bo namenjen tudi ogledu predstav. Že jutri popoldne bo na sporedu interaktivna predstava za najmlajše z naslovom Zima. Še en olimpijski utrinek. Danes mineva točno 30 let, kar je Jure Franko osvojil olimpijsko kolajno v Sarajevu. Zdaj pa poglejmo po svetu. Italijanski premijer Enrico Letta je odstopil z premijerskega položaja. To bo storil le dan zatem, ko je njegova demokratska stranka z veliko večino potrdila predlog vodje stranke Mattea Renzija za preoblikovanje vlade. Po pričakovanjih naj bi prav Renzi postal novi predsednik italijanske vlade.
Na indonezijskem otoku Java je včeraj zvečer izbruhnil vulkan Kelut. Po zadnjih podatkih sta zaradi izbruha vulkana umrla najmanj 2 človeka. Gre za moškega in žensko, ki sta umrla, ko sta se porušili njuni hiši, na kateri so zaradi izbruha vulkana padale skale. Poplave, ki so prizadele severne predele Hrvaške, še vedno ogrožajo področja vzdolž Kolpe in Save. Obilno deževje povzroča številne težave, ki so največje v vaseh Letovanič in Stari Brod, ki sta odrezani od sveta. Vaščanom pomagajo vojaki in pripadniki civilne zaščite. Sinoči se je v Zagrebu zbralo več 100 protestnikov, ki so s transparenti in vzklikanjem različnih gesel izražali podporo protestnikom v Bosni in Hercegovini. Kot so poudarjali organizatorji protesta, ki se je začel s pomočjo Facebooka, se je v Bosni začelo to, kar bi se moralo tudi na Hrvaškem, namreč upor proti skorumpiranim elitam. Na britansko-irskem otočju so v pričakovanju novega vala viharjev in neviht, ki v tem delu Evrope pustošijo že od božiča. Kot napovedujejo vremenoslovci, je težke vremenske razmere pričakovati tudi v naslednjih tednih. V predmestjih Londona poplavlja reka Temza, v srednji Angliji reka Severn, razburkano morje odnaša promenade in pustoši po obalnem pasu širom Walesa, jugovzhodne ter jugozahodne Anglije. Ne bojte se, nismo pozabili na Valentinovo praznik zaljubljenih. Eden lepših načinov, kako mlado ljubezen okronati, je selitev v skupen dom. Med tistimi, ki so se v teh dneh odločili za skupno življenje, sta sveže zaljubljena Adela in Petar. 65-letna Adelo je 53-letni Peter zagledal takoj prvi dan ob prihodu v dom Danice Vogrinec. Takoj prvi dan. In sem rekel, ta bo pa moja, če ne pa sem bicikl. Gospo Adelo, ki je v domu starejših živela zadnjih 10 let, je ljubezen na prvi pogled presenetila in osrečila. Dober je, prijazen je, rad me ima, jaz pa njega, ne. Vam to tudi pokaže? Ja. Kako? Objame me, ne. Srečna sem. Bolj biti ne morem, ne. Peter je Adeli seveda dvoril. Potem čez čas pa že s piškoti. Ženske smo kar nore na sladko, ne? A seveda, s čokolado najbolj. Postala sta prijatelje, zaupnika, skupaj počneta veliko stvari. Peter Adeli, ki težko hodi, z veseljem pomaga pri številnih opravilih. Oba sta rada zunaj v naravi, na dolgih sprehodih. Zdaj sta celo zaživela skupaj. Kdo je koga prepričal o skupni selitvi? Ste morali vi prepričati gospoda Petra ali je on prepričal vas? Jaz njega, ne. On je pa bil za to. Če bo tako zdaj, te bo vse vredno. A ljubezen v zrelih letih ni tako redka, kot se morda zdi. Ljubezen ne izbira leta, ne izbira starost in ljubezen je vedno lepa in prijetna. Prijetna ne samo za tiste, ki jo doživi, ampak tudi za okolico. In mi smo vedno veseli in srečni, če se kdo pri nas zaljubi. In če verjamete ali ne, ampak skoraj da vsako leto se en par tak nasveže in tak strastno zaljubi, ne. Sprememba na bolje, ki ljubezen v človeku, kot kaže, povzroči ne glede na leta, pa omogoči, da nove izbrance sprejmejo tudi družina in prijatelji. Zaradi ljubezni svet res postane lepši. Valentinovo naj bi nas spomnilo prav na to. Svet je lepši tudi v sončnem vremenu. Žal sonca v prihodnjih dneh še ne bo prav veliko. Je pa pomlad blizu, vsaj kar se temperatur tiče. Jutri bo v zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji še dokaj sončno. Še bo toplo. V ponedeljek bo deževalo, ohladilo se bo. Prvi sončni žarki so danes na planu poleg množice sprehajalcev na obrežje Drave privabili tudi prvega kopalca. Pogumne se je v Dravi namočil, kot se za Valentinovo spodobi v rdečih kopalkah, čeprav je bilo zunaj le pičlih 9 stopinj Celzija. Lep preostanek dneva in ne pozabite na svoje najbližje. Praznik ljubezni pa praznujte čim večkrat v letu. Hvala za pozornost in lahko noč.